Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji Pričnimo teden z Lili Sorum. Tokratna tema pogovora bo sprememba imena. Kaj to pomeni? Kaj pomeni, kadar gre v neharmonijo? Ali resnično povzroči ločitev, kot lahko to preberete na Sijolu? Kaj vse naše ime pravzaprav pomeni, naš priimek, usklajevanje imena in priimeka? Dotaknili se bomo tudi izbire imena za otročka. Torej, zanimiva oddaja je pred nami. Ime. Ime je pravzaprav naša energijska definicija. Stališča numerologije je to približno tako, kot naša navodila za uporabo, se jaz rada pošalim. Kajti, ko se mi predstavimo vesolju, življenju, Bogu, sebi, drugim, predstavimo, kdo smo, kaj potrebujemo, kakšna je naša karma, kakšne so naše lekcije, kje so naše meje in tako naprej. Ko govorimo o našem opisu sebe in afirmacijah in energijskem polju in energiji, ki jo dajemo, nam je to zelo logično. Redko kdaj pa pomislimo, da ravno s tem, ko nekomu damo roko in se predstavimo in rečemo, jaz sem Jaka Racman, pravzaprav povemo, kdo smo. In vsi vemo, kdo je Jaka Racman in kaj to potegne za seboj. Marsikdo na tem svetu, ko se predstavi, mi vemo, kdo ta oseba je, približno vemo, kakšno življenje ima za sabo, česa si želi, kaj so njegovi ali njeni cilji. Kaj ni to zanimivo? Ampak danes se bomo pogovarjali o nas, kaj vse naše ime pove. Zato je pri izbiri imena za dojenčka zelo pomembno, da sta ime in priimek v harmoniji. Pomembno pa je tudi zavedanje, da ne moremo izbrati imena in priimka, ki bi bilo tako zelo fantastično, da bi naš otrok bil lep, pameten, mlad, uspešen in tako naprej. Seveda se pojavljajo tudi karmični dolgovi, lekcije, izzivi, kot pa tudi podatki, v čemu smo dobri. Kaj je tisto, kar je naš dani talent? In veste? Življenje je pretkano. To, v čemer smo dobri, kar so naši blagoslovi, kar so naši največji talenti, največji tisti plusi, se pravzaprav skriva v rojstnem datumu, ki ga težko izberemo sami. In naj vam povem samo kot zanimivost, uživam z vami, ko delam pri izbiri imena za dojenčka, ker se v vseh teh kombinacijah vedno običajno izlušči neka rdeča nit, ki meni pove, kaj je tisto, kar pravzaprav duša potrebuje in kaj je definicija duše, ki prihaja na svet. Zato se rada pošalim, da smo pravzaprav samo kurirji, samo dostavimo nekoga na svet. Ko pa že imamo ime in priimek, pa se lahko zgodi, da se odločimo za spremembo. Običajno se to zgodi ob poroki, veste, zgodi pa se to tudi ob ločitvi. In v mojih 20 letih dela sem opazila eno zanimivost. Ko so dame prišle k meni ob ločitvi, pa jih je zanimalo, ali naj grejo nazaj na dekliški priimek, ali morda bi kar neko drugo kombinacijo si izbrale, sem opazila, da pri popolnoma vseh je šlo njihovo ime v neharmonijo s priimkom, ki so ga prevzele. Aha, kaj zdaj to pomeni? Pojdimo od začetka. Naše ime, priimek in rojstni datum so vir podatkom numerologom. Mi iz teh črk zračunamo 5 osebnih števil. Teh 5 osebnih števil se vedno računa z imena in priimka ob rojstvu. Kajti to je tisti zapis, s katerim smo se rodili in s katerim se nekako osnovno predstavljamo v vesolju. Ta zapis nosi podatke o naši karmi, življenjskih lekcijah, kakšen partner smo, kakšnega partnerja potrebujemo, kje in kako nas mogoče okolica narobe razume, kako te neke adute, ki so malo manj prijetni ali pa, potem jim težko rečemo adute, lastnosti, ki so malo manj prijetne, uporabiti sebi v prid, kakšna bodo naša zrela leta, v kakšnega človeka bomo odrasli, kakšno je naše poslanstvo, kje se skrivajo naše lekcije, kje se skrivajo največji izzivi in testi, katere je prav, da presežemo, da nam bo potem v življenju lažje. Kaj pa je tisto, kar nam je kar nekako položeno v zibko, zato brez večjega truda to dosegamo. Vse to se skriva v razlagi naših 5 osebnih števil. Ko mi ime spremenimo, s tem spremenimo kar 4 osebna števila. In če imamo na eni strani osebo, ki je zelo sramežljiva, ki je morda introvertirana, ki je sila plašna, ki ne rada govori, ki je bolj kot ne tiha, se dobro počuti doma, za firankinami okni. Potem nastane problem, če taka oseba izbere ime, ki pa označuje nekoga, ki je zelo pogumen, ki označuje nekoga, ki je kot Superman, ki rad leti, rešuje in se bori z nevarnostjo, ki je morda zelo ekstrovertiran, ki rad nastopa. Ali se življenje resnično spremeni, ko mi spremenimo ime? Ne.
spremeni pa se informacija, ki jo mi oddajamo v vesolje. Torej, če smo prej prišli, pa smo rekli, dober dan, jaz sem pa Jaka Racman, pa zdaj pridemo pa rečemo, dober dan, jaz sem pa Mini Miška, bo vesolje, Walt Disneyja sicer, nam postreglo z drugačnimi situacijami, z drugačnimi ljudmi. In kadarkoli govorim o neharmonični spremembi imena pri poroki, pri ločitvi, kadarkoli o tem delim na socialnih omrežjih, tudi z vaše strani vedno znova dobivam veliko potrditev. Veliko komentarjev dam, ki mi napišejo, res se s tem imenom in priimkom nisem počutila jaz. Res nisem, tako čuden je bilo, tako ni mi neki štimal. Jaz, ko sem se predstavljala, se potem po nekem času več nisem dobro počutila, ko sem se tako predstavljala. Ko spremenimo ime, traja nekako 5 let, da se vibracije spremenijo. Se pravi, ko se boste poročile, drage moje, ne bo tako, da bo že takoj drug dan glava bolela in boste imeli takoj občutek, da nekaj ne štima, ampak nekako je proces 5 let. In ko se mi ne počutimo kot mi, ko se mi ne počutimo svobodni biti, kdor smo, seveda to vpliva na vse odnose, katerih del smo. In ko mogoče na Siolu zasledite članek, ali je sprememba priimka kriva za ločitev, pravzaprav ciljam na to. Velikokrat sami sebi preprosto zakompliciramo življenje, zato ker se ne zavedamo pomembnosti spremembe imena, kadar je neharmonična. Kar meni pove tudi, da se tukaj da pomaga. To ne pomeni, da ta moški ni za vas. To ne pomeni, da določeno ime, katerega čutite, da bi ga radi morda spremenili, ni za vas. Da se pomagati tako, da morda obdržite oba priimka, da morda dodate srednje ime, da morda mogoče še kakšno črkico kam kje dodamo ali spremenimo. To je lep primer Barbara Jerman, ki si je ime spremenila koliko let že nazaj in pravzaprav na moji spletni strani je objavljen intervju z njo točno o njeni izkušnji spremembe imena. Zakaj? Kakšna je pa sprememba? Kako to vidi v svojem življenju? Lahko bi rekli kar pionir, saj v slovenskem prostoru je bila ena izmed prvih, ki je to naredila in v tistih časih je bilo to še zelo nezaslišano. Danes imam veliko svetovanj, ko govorimo o spremembi imena, ne samo pri poroki, ampak recimo lahko ga spremenimo tudi pri temu, ko posvojimo otročka, morda ko sta bila ata pa mama, ko sta postala ata pa mama, še nista bila poročena, pa se potem pojavi vprašanje, ali priimek spremeniti tudi otročkom in tako naprej. Veliko je priložnosti, v katerih čutimo, da bi tudi svoje ime tudi sicer spremenili, tega je vse več, previdnost pri temu pa ni odveč. In tako kot sem rekla, dajmo si pogledati en primer. Za primer si bomo vzeli danes Ano Novak. Ana Novak, kot vidite, je bila rojena 14.8.1998, to pa so njena osebna števila. Se pravi, izračunana so iz imena in priimka ob rojstvu. Število življenjske poti je 4. Število življenjske poti, kot boste videli v nadaljevanju, se ne spreminja, saj gre za njen rojstni datum. Število usode je tisto, ki razlaga njeno poslanstvo, ki razlaga energijo, ki jo Ana Novak oddaja. Kajti v tej energiji tako zelo dobra, da se morda niti ne zaveda, število 7 pa pomeni, da je odgovorna, da je zelo veliko pomeni resnica, da je korektna, da je včasih tudi čustveno hladna, ko je potrebno se nekaj odločiti v danem trenutku, kjer je potrebno biti odgovoren. Se pravi, bomo rekli, da zna biti tudi racionalna in da ima noge na tleh. Število duše 9 pa nam pove, da je v odnosih zelo čustvena, da potrebuje partnerja, ki je mehek, ki je nežen, ki je do nje pozoren, ki je romantičen in pa tudi, kar je zelo pomembno pri tej kombinaciji, da oddaja energijo nekoga, ki je zelo sočuten. In kaj se lahko zgodi? Da pritegne v svoje življenje potencialne partnerje, ki so morda čustveno nekoliko nedostopni, morda celo nezreli, saj ravno to njeno zrelost in njeno energijo zdravitelja ali terapeuta potrebujejo. Se pravi, za Ano Novak je zelo pomembno, da njeni partnerji niso nekdo, komur je ona vedno v prvi vrsti terapeut in prijateljica in mama in rama za jokat, ampak da jim je partnerka. Število osebnosti nam pove, da se tamle skriva karmični dolg. To pomeni, da jo okolica na prvo žogo dojema drugačno, kot ona sicer je. In ker je tam karmični dolg, po vsej verjetnosti malo bolj negativno, kot bi si ona želela. Se pravi, malo preveč resno, bicajzlastjo, natančno. Mogoče bodo rekli, da se obeša na vsako besedo, da je preveč zahtevna, da je preveč stroga, da naj se vendarle malo sprosti. Poglejte, kakšno nasprotje od števila 9, ki je čustveno, sočutno in mehko. In potem še število zrelosti, tam pa se skriva mojstrsko število.
Število zrelosti nam razkriva drugo polovico našega življenja. Kakšni smo, ko dozorimo, kakšna je tista naša energija mojstra, naša energija, ko že imamo nekaj izkušenj, razočaranj, učenja za seboj in pravzaprav združuje število življenjske poti in število sode, torej naše darove in naše poslanstvo. No, in tale naša 11.2 nam pove, da bo Ana Novak, ko bo starejša, vse bolj modra, da bo vse bolj znala prisluhniti svoji intuiciji in da bo svoje znanje predajala naprej, kar je tudi pravzaprav lastnost števila 7 in števila 9. Poglejte, kako lepo njeno število zrelosti zaokroži njene lekcije, ki se bodo pojavljale predvsem na področju partnerstva, kjer se bodo pojavljale osebe, ki bodo morda bolj kot ne iskale podporo, učiteljico in terapevtko. Se pravi, to je njena kombinacija, ki velja celo življenje. Zdaj pa recimo, da se je Ana zaljubila in se je odločila poročiti in se je odločila, da bo dodala možev priimek in bo sedaj Ana Novak Bizjak. Poglejte, število življenjske poti se ni spremenilo, ampak v ostalih 4 številih pa vidimo, da je kar nekaj razlike. Število usode smo prej rekli, 7 je taka resnobna energija, odgovorna, resnicoljubna. Število usode 3 pa ravno obratno, je oseba, ki je zelo inovativna, zelo domiselna, zelo ustvarjalna, ima bujno domišljijo in racionalnost ji ni pretirano blizu. Se pravi, ko govorimo o tej kombinaciji Ana Novak Bizjak, govorimo o osebi, ki ravno preko igrivosti, ki ravno preko morda lahkomiselnosti včasih svoje poslanstvo izraža. Poglejte, kakšna razlika do 7, ki je resna, resnobna, išče resnico. Število duše 9 preide v 1. 9 je romantična, mehka, in si želi partnerstva, si želi bližine. Enka je tista, ki je samostojna, ki je brez problema sama, dokler ne najde tistega človeka, s katerim je srečna. Je prodorna, potrebuje svoj čas zase pravzaprav. Poglejte, kakšna razlika. Enka potrebuje partnerja, ki razume, da je neodvisna. 9 potrebuje partnerja, ki je v njeni bližini. Le kako bo to šlo skupaj, po poroki se sprašujem. Število osebnosti iz 7 preide v 2. Sedmica smo rekli, kot 16.7 je karmični dolg, torej tukaj bi lahko rekli, poglej, kako fajn, nima več karmičnega zapisa. No, 7 je tista, ki je rada sama, ki je rada v tišini, vse, kar smo že prej povedali, tudi pri številu usode, torej je resnobna, lahko je dalj časa brez družbe, lahko bere cele dneve, je v naravi in ne potrebuje komunikacije, ker ne pomeni, da si je ne želi. Tiste osebe, ki imajo v številu, se pravi vseh teh 5 številih 7 zelo prisotno, recimo, da imajo 2 ali 3, so osebe, ki so brez problema dalj časa same v svoji družbi, kajti raje so same kot v slabi družbi. Ampak število osebnosti 2 ne. Število osebnosti 2 je družabna oseba, potrebuje družbo, potrebuje izražati sebe, svoja čustva. Gre družbi morda celo na živce, ker je preveč zgovorna, ker je preveč, bom rekla, gobcava, ker včasih ne zna skrivnosti obdržati sebi. Poglejte, kakšna razlika. Število zrelosti iz 11.2 preide v 4, torej mojstrska vibracija se zniža. 4 je sicer njej poznana energija, saj jo vidimo tudi v številu življenjske poti 4, je pa zelo prizemljena energija. Zna biti zelo trmasta energija, za razliko od 11.2, ki resnično posluša svojo intuicijo, je 4 tista, ki rabi držati stvari v svojih rokah, da vidi, da so resnično take. Torej, če zdaj pogledamo Ana Novak Bizjak, samo njeno kombinacijo, govorimo o osebi, ki sicer ima staro, dobro, zdravo, kmečko pamet, zelo razvito, je marljiva, je odgovorna, po drugi strani pa vedno znova išče napredek, potrebuje svoj čas zase, ampak na način, da ustvarja. Okolica včasih lahko tudi očita, da je premalo resna, premalo zanesljiva. V starejših letih se sicer to umiri, v starejših letih najde svoj mir, je rada doma, je rada bolj umirjena. Ampak če pogledamo zdaj pregled enega in drugega imena, kakšna razlika je v teh 2 osebah. Se pravi, zdaj pa dovolite, da si takole pomagam. Če sem zdaj jaz vesolje in pogledam Ano Novak, točno vem, kaj Ana Novak potrebuje za svojo rast, kaj Ana Novak potrebuje za svojo srečo, kaj potrebuje v odnosih, kaj potrebuje glede na svoje karmične zapise in svoje mojstrske zapise. In ko pogledam osebo Ana Novak Bizjak, vidim, da potrebuje čisto druge stvari. Ampak, ker Ana Novak Bizjak od datuma poroke trdi, da ona je zdaj Ana Novak Bizjak, se bom jaz kot vesolje, okolica, ljudje, ki bodo to njeno informacijo prejemali, odzivali
na Ano Novak Bizjak. Torej bodo situacije in energije, ki bodo k njej prihajale nazaj, kljub temu, da je v svoji biti še vedno Ana Novak, bolj primerne za Ano Novak Bizjak. In po vsej verjetnosti se ta oseba v tej situaciji ne bo počutila dobro. Kajti, če smo prej povedali, da potrebuje bližino, sočutje, nežnost svojega partnerja, v drugem primeru pa želi biti samostojna, neodvisna oseba, se pravi, bo nekdo govoril, da ona nečesa ne more, seveda da lahko. Vidite, kakšna razlika je potem v energiji, katere bo deležna. No, kaj pa, če pogledamo še tretjo varianto, denimo, da bo priimek Novak spustila in bo zdaj Ana Bizjak. Število življenjske poti ostaja isto, na levi strani imamo znova originalno kombinacijo, ampak poglejte, koliko se nam je pridružilo trojk. Torej, to je oseba, če pogledamo število sode in število duše, ki pa se uči čustvene zrelosti v odnosih, ki lahko pritegne partnerje, ki so nekoliko čustveno nezreli ali se v odnosih sama tako vede. Se pravi, da včasih je lahko malo užaljena, mulasta, zelo ranljiva, zelo hitro se kakšne stvari tudi narobe razlaga. Prej smo rekli, da Ani Novak je zelo pomembna resnica, raziskovanje resnic, dejstvo, ima zelo noge na tleh. Tukaj zdaj vidimo število sode 3, je oseba, ki ravno preko igrivosti, smo prej povedali, izraža svoje poslanstvo, ker se trojka ukrepi. To pomeni, da velikokrat verjame v pravljice, v pravličnost, v vse tisto, kar ji obljubljajo, namesto da bi slonila na dejstvih. Ana Novak, brez skrbi bodite, da sloni na dejstvih. Ima kombinacijo nekoga, ki bo sicer, ko je zaljubljena, popustila, pa morda bila nekoliko zaslepljena. No, kdo pa ni? Ampak sicer v življenju bo zelo, zelo, zelo racionalna in bo znala pretehtati, kdo jo želi, saj veste, malo na kruh namazati, pa in kdo ne. Ampak Ana Bizjak bo to težko presodila. Ana Bizjak bo kar hitro verjela lepim besedam. Zelo obratno kot Ana Novak. Potem vidimo znova karmični zapis 16.9, večni prisoten, prihod v 9, pa tukaj znova ni harmoničen. Sedmica, če se spomnite, prej, ko smo govorili o številu duše, je število, ki zna biti samo, število, ki zna biti zelo racionalno, 9 je tista, ki je čustvena. Torej, okolica jo je, se pravi, Ano Novak dojemala kot nekoga, ki je včasih preresen, preveč zahteven, preveč dlakocepski, vse to smo povedali. Ana Bizjak, ravno obratno, lahko zelo hitro posploši stvari. Lahko vedno reče, še kjerkoli sladoled, ki je bil vanilja, ki sem ga jedla, čeprav sem samo enega poskusila v svojem življenju, je bil za nič. Se pravi, v tej kombinaciji je nekdo, je nekdo, ki je zelo nagajen domišljija. Torej, zelo hitro posploši stvari, zelo hitro si jih razlaga po svoje, neke racionalnosti in presoje tukaj ni. Število zrelosti, pa tokrat govorimo o harmoničnem prehodu. Sicer se mojstrska vibracija zniža, ampak število 7 je harmonično z 11.2 in harmonično z njenim številom usode, kar pomeni, da Ana Bizjak v drugi polovici življenja vse bolj zaupa svoji intuiciji, vse bolj išče resnico, je pa to njen izziv. Za razliko od originalne kombinacije, v kateri je to njena poslanstvo, njen dar in to, kar je položeno v zibko. Tukaj so zdaj dva primera dokaj neharmonične spremembe. Kako si lahko pomagamo? Mogoče lahko v ime dodamo še srednje ime, lahko dodamo še en N v ime Ana, lahko drugače obrnemo kakšne stvari, veliko se da narediti, ampak na tem primeru smo zdaj videli, kako zelo lahko sprememba imena, kadar je neharmonična, vpliva na energijo, ki jo mi oddajamo. Zato ni odveč pregledati, preden ime spremenimo, presoditi tudi, na kateri dan ime spremeniti. No, tukaj bom povedala, da najti ugoden termin za poroko je včasih kar izziv, kajti gledati moramo na splošno datum v letu, pa datum ženina in datum neveste, včasih je ta kombinacija kar izziv. Je pa pomemben ta dan tudi z vidika, kajti za damo, ki bo spremenila svoje ime, pomeni preobrat v življenju. Torej, tudi če pridete k meni in vas zanima, brez poroke seveda, staro dobro vprašanje, kaj se zgodi, če zdaj svoje ime spremenim oziroma ne resoniram več s tem imenom, bom povedala, da v zadnjem času je veliko tudi tega, da me kontaktirate, da poveste, da se ne počutite dobro s tem imenom, da nekako ste ga prerasli oziroma da potrebujete neko novo energijo, morda bi srednje ime dodali. Podobno velja tudi za srednje ime. Tudi srednje ime prinese določene vplive, vpliva na tele naše seštevke. Torej, Ana Bizjak nam je tukaj pomagala razumeti, kaj se zgodi, kadar so ti premiki neharmonični.
Kadar so premiki vsi podobni, to pomeni, da morajo biti lev in desen, da morata biti ta dva stolpca vsi podobna, energijsko zdaj govorim, pa pomeni, da dobimo neko novo vibracijo. Kadarkoli mi spremenimo, govorimo o neki novi energiji, ki se nam pridruži, neki novi definiciji. Pa poglejmo par primerov, kako se nam to tudi sicer lahko v življenju zgodi. Recimo, da študiramo in nam je zelo pomembno, da smo magistrirali ali doktorirali. Po veliki verjetnosti večinoma to dodamo svojemu imenu, se pravi, napišemo spredaj dr. Ko gremo k zdravniku, absolutno je spredaj napisan dr. Določene definicije v življenju se nam pridružijo kasneje kot rezultat našega truda, na katere smo ponosni, zato jih z veseljem dodajamo. Podobno je s spremembo imena. Torej, ko ime spremenimo, ko ga zamenjamo, ko dodamo neko ime, dodamo neko novo energijo. Zelo pomembno je, da je usklajena z nami. Ko govorimo o vzdevkih, recimo, da Ano celo življenje kličejo Anči. No, Anči ima tudi energijo, ni pa tako zelo ključna, kot če bi ona ime spremenila. Torej, nič nam pravzaprav kaj veliko ne pomaga, če mi svoje ime spremenimo tako, da ga spremenimo samo v dialogu z našimi bližnjimi. Tudi to je zelo pogosto vprašanje, ali moram ime dejansko spremeniti na dokumentih, ali je dovolj, da me kličejo drugače. Pomembno je, kako vas kličejo, ni pa najpomembneje. Najpomembneje je ime, ki ga imamo na dokumentih, saj v tistih uradnih, pomembnih zadevah v življenju se identificiramo ravno s tem imenom. Torej, Ano lahko kličejo Ani, Ančka, Anja, Anči, pa še kaj drugega. Ampak ko se bo poročila, ko bo podpisala pogodbo za zaposlitev, ko bo kupila hišo, ko bo prodala avto, bo uporabila svoje ime kot na dokumentih, se pravi v ključnih pomembnih trenutkih, kar pa pravzaprav vsak naš trenutek življenja vendarle je. To, s čimer se mi identificiramo, je naš energijski zapis, zato je vedno pomemben. Torej, tisto ime, kot je na dokumentih, je tisto, ki oddaja energijo v vesolje, v našo okolico, ne tisto, po katerem nas kličejo. Če govorimo o umetniškem imenu, o imenu našega podjetja, nekega našega projekta, tudi to je neke vrste identiteta, s katero smo povezani in je prav, da nas podpira. Torej, če bi Ana Bizjak bila pevka in bi jo zanimalo, kaj pa zdaj pomeni, če ne bi bila Ana, ampak bi bila mogoče Eni, to pomeni, da je to energija, ki bo predvsem vezana na njeno kariero, ker se bo predvsem tam tako identificirala, vsekakor pa ne bo nikakor povozila, da tako rečem, njene originalne kombinacije, ki jo vidimo tudi za menoj. Torej, ne glede na to, kakšna je naša kombinacija? Recimo, da ste prišli k meni in da smo ugotovili, da ste se rodili z neko zelo zahtevno kombinacijo, da imate veliko karmičnih dolgov, da tudi sicer, ko so vam starši dali ime, so izbrali zelo neharmonično kombinacijo, kar smo prej na začetku povedali, da ni napak, včasih potrebujemo, včasih smo si kot duša zadali dokaj neharmonično pot. To pomeni, da tukaj notri v teh zapisih najdemo razumevanje, zakaj se nam stvari ponavljajo, kako jih premagati, kako jih razumeti in kako spremeniti svojo energijo. Torej, ne pomaga, če pridete k meni pa rečete, poglej, koliko imam te karme, prosim, daj mi eno ime, da bom skozi mlada, pa skozi lepa, pa bom slavila, pa v sosedu Francelj me bo imel rad, to nekaj zdaj vadeva, zdaj midve najdete. Ne gre tako, se pravi, tudi najbolj harmonična sprememba imena ali sprememba imena, ko govorimo o neki zelo slabi ali zahtevni kombinaciji, ne prinaša čudežev, kot pa smo prikazali, lahko pa nekoliko zakomplicira naše življenje. Torej, jaz upam, da tekom te oddaje s tem primerom smo odgovorili na najbolj pogosta vprašanja, vaše vprašanje glede spremembe imena. To je vse bolj pogosto, tudi sama statistika na Uradu Slovenije kaže, da si vse bolj spreminjamo imena brez tega, da bi govorili o poroki. Kot numerolog lahko povem, da je ta sprememba lahko zelo dobrodošla, če mi vemo, kaj počnemo. Če denimo vidimo, da smo neke svoje izzive prerasli, če razumemo, da želimo biti malo drugačna oseba, če razumemo, kaj vse s to spremembo naredimo, potem je absolutno dobrodošla. Tudi Ana Novak, denimo, da se želi poročiti, na vsak način želi svoj priimek nekako ali obdržati, ampak ne odstopa od tega, da želi možev priimek. Kar pomeni, da ko bo svoj priimek ali opustila ali drugega dodala, v obeh primerih smo videli, da gre za neharmonično spremembo, se bo pravzaprav odločala med eno in drugo spremembo ob razumevanju, kaj to za njo pomeni. Torej,
Ko bo okolica rekla, poglej, kako si nezrela, če bo vzela oba dva priimka, poglej, kako zelo verjameš vsaki pravljici, ki ti jo nekdo pove. Ko se bodo začeli pojavljati osebki, ki jo bojo želeli, bo to Ana vedela in bo to predvidela in bo imela 5 let časa, da bo tudi sebe prilagodila tej spremembi in bo znala te osebke prepoznati že prej. Torej vse to, kar smo povedali, da ta sprememba imena, ko govorimo o neharmoniji, prinese, ni zapisano v kamen. To ne pomeni, da od prve do zadnje izkušnje bodo samo slabe. Pomeni, da če ona razume, v kakšno energijo gre, kakšne spremembe za seboj ta sprememba imena, ki je neharmonična, prinese, se bo na to lahko pripravila in se to ne bo tako zelo dotaknilo, ne bo je tako zelo prizadelo in, držimo pesti, ne bo vplivalo na njun zakon. Torej, to je tak kratek pregled, kaj vse sprememba imena pomeni. Ponovimo pa še enkrat. Naše ime in priimek je pravzaprav darilo, ki ga mi prejmemo, ko se rodimo. Naš priimek na nek način razlaga energijo naših prednikov, nam pomaga razumeti, kaj je tisto, kar smo seboj prinesli preko generacij za seboj, kaj so vse tiste energije, ki smo jih podedovali, tako kot barvo las, barvo oči in določene mogoče karakteristike. Ime nam pomaga razumeti, kje pa rastemo, kje pa so se pojavila nova vrata, nove priložnosti. Zato tudi seštevek samo imena imenujemo število rasti. Razkriva nam tiste izzive, ki bodo mili, ki bodo danes načeloma nežni, ampak še vedno izzivi, ki se bodo pojavljali v življenju, zato da mi zrastemo kot oseba in temu priimku, se pravi vsem tem lastnostim, ki smo jih podedovali, dodamo naš unikaten odtenek. Srednje ime običajno razlaga našo duhovno pot, kadar srednjega imena nimamo, kar v Sloveniji načeloma ni običaj, to vlogo prevzame naše ime. Marsikod po svetu je srednje ime normalno, v Južni Ameriki denimo imamo celo 2 imena in 2 priimka, običajno je prvo ime, če govorimo o deklici, ime njene babice, če govorimo o dečku, ime njegovega dedka, potem ime, potem priimek mame, potem priimek očeta in ko se dama poroči, se ji doda še 3. priimek, se pravi priimek njenega moža. Da si pa vi predstavljate ta potni list, še v časih, ko so jih pisali na roke. Jaz se tega še zelo dobro spomnim, imam veliko poznanstev iz Južne Amerike, to bi kar odrolal cel tisti papir ven, če bi lahko. Torej, ob koncu bom ponovila. Ime je zelo pomembno, ampak bodimo ponosni na svoje ime, bodimo ponosni na energijo, s katero se identificiramo. Marsikatere stare kulture so o tem govorile že dolgo tega nazaj. Indijanci v Severni Ameriki imajo celo običaj, da si ime velikokrat spremenijo in ime dobijo glede na dosežke, ki so jih dosegli. Podobno tudi mi. Vsi dodajamo neke izzive in tako naprej. Torej, ne glede na to, kako vam je ime, ne glede na to, ali s svojim imenom resonirate, ali vam je všeč, bodite ponosni na svoje korenine, na vse tiste izzive, ki ste jih presegli. Če pa razmišljate o spremembi imena, pa ni odveč numerološki pogled v to, kaj obstoječe ime pomeni, kaj ta sprememba prinaša, ki pa traja, kot smo rekli, 5 let. Torej, tudi če ugotovite, da neka sprememba ni bila harmonična, raziščite, kaj vam prinaša, kako se na to pripraviti, imate pa časa 5 let. Dragi moji, upam, da je bilo tole razumljivo. Vabljeni v mojo družbo tudi naslednji teden in kot vedno tudi na mojo spletno stran, ki je v spremembi imena napisano še marsikaj drugega, kjer boste mogoče našli tudi svojo tabelico, preračunali svoje števila in pogledali, kaj to pomeni. Vabljeni na www.lili-sorum.com, zdaj se mi pa že malo zatika, to zagotovo pomeni, da je čas, da zaključimo. Čau, čau!